Smem. Okay. Dobar dan, dobar dan. Živa, lep pozdrav vsem skupaj, vsem, ki ste prišli tle v živo, ful hvala, tudi vsem, ki nas poslušate z mikom na podcastu, na YouTubu. Danes imamo raztezanja v živo, na digitu in v središču tega tehnološkega dogajanja bova tako kot vedno z Gorazdom raztezala najne možgane in se pogovarjala o izboljšanju izkušnje strank. Z nama je Maja Brelih-Lotrič, direktorica podjetja Lotrič Meroslovje. Hitra predstavitev, torej kot naslednica družinskega podjetja si prevzela vodenje podjetja in skupaj tudi z bratom pa sestro nadaljuješ družinsko tradicijo inovacij in kakovosti na tem področju. Svojo izobrazbo iz poslovnih ved in naravnanostjo k stalnemu učenju uspešno vodiš podjetje proti novim ciljem, hkrati pa skrbiš za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Zdaj, čeprav jaz neke vzporednice potegniti naj z Gorazdom v tem podcastu zanimajo raztezanja, kako se morajo podjetja raztegniti, spremeniti, da lahko ponujajo boljšo izkušnjo svojim strankam. Vam je pa tudi v bistvu neko raztezanje ful pomembno, ampak mogoče na drug način, zelo skrbite, da ene stvari vedno ostanejo isto dolge, da je 1 meter vedno 100 centimetrov, da je liter iztočenega benzina vedno 1 liter, kar pa jasno pomeni, da ne morate biti sposobni zelo natančno zmeriti tudi te spremembe, da niso prevelike. Zdaj, preden se poglobimo čisto v to, kaj in kako delate, mogoče vsem nekaj malega o tebi, torej, ne vem, kaj te je privedlo do te vloge, ki jo imaš v podjetju, kako bi opisala neko tvoje poslanstvo, cilje Lotriča zdaj pod tvojim vodstvom? Okay. Najprej hvala lepa za povabilo in tudi vsem, da ste danes ta čas namenili poslušanju tega pogovora. Skratka, kako sem prišla do te vloge, je v bistvu zgodba se je začela 33 let nazaj, ko je oče začel s tem podjetjem. Potem pa do ključnega trenutka je prišlo decembra 2022, ko se je odločil za popolnoma drugo kariero in se je odločil, da v bistvu nasledstvo poišče znotraj družine. Mi smo se o tem prej res kar nekaj pogovarjali, potem pa je šlo za hitro akcijo in smo v 14 dneh v bistvu se dogovorili, da jaz postanem direktorica, sestra je finančna direktorica in pa prokuristka, brat pa direktor hčerinskega podjetja, kar je bil že tudi prej. Tako da zamenjala se je predvsem samo moja vloga, je pa res, da sem bila takrat na porodniški odsotnosti, tako da ni šlo za neko klasično primo predajo, ampak predvsem sem tudi jaz malo zaplavala in se hitro učila in to me je privedlo do danes, kjer smo, da predvsem skušam ljudi polno vključevati, da me zanima od kako skrbimo stranke do strank, kako smo mi organizirani na vseh trgih, tako da je kar pestro. Okay. Ja, taka super zgodba. Zdaj sem poslušal enem tvojem intervjuju, da ste ustavo podpisali. Kakšna je to, kakšna izkušnja, tako, ko ste... Kot ustava. Ja, veš, tako, družinsko ustavo ste podpisali. Mora biti to kar tako malo zafrkneno. Mislim, dobro je, da to delaš, kadar se razumeš. Lih danes sem imela en pogovor, ki me je klicala znanka in vprašala, ko ima že bolj kompleksno družinsko situacijo, ko se mogoče nekdo želi že izključiti iz posla. Pri nas so predvsem ni bilo nekih velikih interesov. Vsi smo vedeli, da se vidimo nekje v podjetju. Meni je bilo vedno super, da se vidimo na različnih področjih. To se pravi, jaz sem bila vedno bolj v prodaji in marketingu, sestra v financah, brat tehnično. Tako da mi se nikoli nismo nekako potegovali ali pa kdo bo zdaj koga premagal. Je bilo zelo lepo sodelovati. Družinska ustava je pa zgolj nek dokument, ki opredeljuje, kakšno obnašanje v podjetju je ok in kakšno ni. Zdaj, to pomeni, a lahko zaposlujemo družinske člane in jih lahko, ampak pod določenimi pogoji, ne vem, da skrbimo tudi da se družinsko dobro razumemo, tudi to noter piše, da gremo enkrat letno skupaj na počitnice, tako da ta dokument je zelo tak
zajema vse. Zelo širok. Oziroma to izkušnjo tudi med vami, pač družinskimi člani zagotavlja, da v bistvu to pa lahko prenašate tudi v posel. Mi dva se načeloma ukvarjava primarno za izkušnjo stranke, zdaj večino prejšnjih epizod sva namenila B2C, danes bomo šli v te B2B vode. Pa me zanima, če tako malo tem našim in gledalcem tukaj in poslušalcem malo pojasniš, kako se pa pravzaprav v takem biznisu, ko si ti, v bistvu ta izkušnja stranke pokaže. Malo smo se mi prej pogovarjali, da to ni čistko na prvo žogo, kaj se vse odločaš, ker so zadaj zakonodaja, so neka pričakovanja strank in te stvari. Mogoče, če malo podeliš tvoje izkušnje s tem. Ja, pri nas je res neka gradnja odnosa s končno stranko. Kaj to točno pomeni, je, da veliko vlagamo v osebne stike. Vsaka stranka ima svojega skrbnika, ki je strokovnjak iz omenjenega področja. To se pravi, on ve točno, kakšne so zahteve in pričakovanja stranke. Čeprav imamo ta oseben odnos, pa ne želim, da je to počasno, da se odvija počasi, ampak da smo kljub temu agilni, da ima stranka čim hitrejšo podporo. Tako da velikokrat se pride do nas preko priporočil drugih uporabnikov, ki so s tem zadovoljni, kar je zame tudi ultimativno najbolj zaželeno. Ker pomislite, kdaj ste vi nazadnje priporočali koga. Zelo težko damo to naprej in zato to še bolj cenim. Mogoče mi se dosti z našimi naročniki včasih ukvarjamo procesno urediti ta priporočila. Se pravi, recimo, ne vem, nekdo je z neko tvojo storitvijo zadovoljen in ko si izmeril to zadovoljstvo, si rekel, kaj če bi ti zdaj priporočil, jaz sem zadovoljen z nekim servisom in jaz bi Andreju povedal, daj pa ti naslednjič v ta servis ali pa tebi. A imate vi tudi to nek procesno to rešen, se tako sistematično nekaj merite, ali je to dejansko se čisto razvije skozi osebni odnos? Ja, ta priporočilni sistem. Ne, moram reči, da smo tukaj kar malo zadržani, predvsem, ker je pomembno, da stranka je zadovoljna na daljši rok. Ne z enkratnim naročilom, ampak da to pač traja. Pri nas se največ obrestuje, kadar se stranka letno, mesečno vrača. To nam predstavlja največji del posla, zato skrbimo za to izkušnjo na daljši rok in skušamo priti zelo nasproti, kakršnih koli dogovorih. To se pravi, že od samega, recimo predstavljati si, naš posel je, da lahko stranka ima pri sebi neko pomično merilo, po domači šubler v proizvodni. In zdaj enkrat letno je to merilo potrebno preveriti. In mi se dogovorimo, da ga bomo mi prišli iskati na točno določeno mesto, ne da se bojo oni ukvarjali še s pošiljanjem in to. Skratka, mi prevzamemo kar nekaj odgovornosti in delovnih nalog na mesto nekoga drugega. Naš slogan je, mi merimo, vi rastete. To ne pomeni samo, da mi njim izdamo certifikat, ampak da dejansko prevzamemo del njihovih nalog, ki jih imajo v podjetju in to cenijo stranke. Tist en korak več. Ja. No, se to je ta izkušnja, ki jo pravzaprav iščemo tudi v B2C in pa zdaj tukaj pač v B2B svetu, ravno to, da je nekdo pripravljen narediti en korak več, v tem primeru, da pridete iskati stvari in tako. Ampak še kakšno tako zgodbo, ko pa rečeš, nekaj šlo narobe ali pa lahko bi šlo, pa zaradi tega, ker smo imeli tak osebni odnos, smo znali zadevo, ne vem, na ta način speljati. Ali je vse super? Ne, nikoli ni vse super. Tudi mi delamo napake, pač ne namernoma, ampak vedno se mi zdi, da stranka ceni, da pokličeš, se upravičeš, poskušaš najti rešitve, predlagaš način rešitve. Predvsem pa, ne vem, jaz rada obiščam stranke, rada grem ne samo do uprav, ampak prav v njihove proizvodne, da vidim, s čim se naši končni uporabniki soočajo, kaj so njihove bolečine. Tako da predvsem vidijo to dostopnost do kogarkoli v podjetju, da ni važna neka hierarhija, kakršnakoli pač je, ampak predvsem, a jih jaz res razumem
in a sem jaz pripravljena iskati z njimi neke ideje o sodelovanju. Tako da ja, imamo kar tak odprt način sodelovanja. Andrej, gremo malo zdaj na prodajo, pa marketing. Ja, mislim, da se zadržanje strank je tako ta del, ampak se mi zdi to res to, da ste strokovni, da ste proaktivni, da jim pomagate en del dela narediti, to so te prave stvari. Zdaj, kaj vam pa, ja, če se pomaknemo pa na to, kako pa zdaj pridobivati stranke, kaj so neki kanali, kjer iščete stranke, ne vem, sejmi, kako dela spletna stran, kako aktivirati spletno trgovino v B2B-ju. Ja, seveda smo na Digitu, pa se bomo pogovarjali tudi o spletni strani. Tamle je moja sodelavka Tina, ki pravzaprav je odgovorna tudi za ta del. Mi predvsem spletno stran uporabljamo tudi za širjenje informacij. To se pravi, ko pride nekdo na našo spletno stran, se bo dejansko lahko nekaj naučil. Ne gre samo za direktno prodajo. Smo pa odprli tudi spletno trgovino. To pa zgolj zaradi tega, ker stranke tudi v B2B-ju rade vidijo transparentno cene, rade vidijo tehnične specifikacije, povezave do pač raznih YouTube linkov in take stvari. Skratka, da smo čim bolj, da on ne rab kataloga pred sabo, ampak da je to normalno na spletu. Torej, gre bolj za katalog, kot da so si res želeli digitalno naročanje? Velikrat v B2B sektorju niti ne morajo naročiti preko spleta, ker se gre običajno za izdelke višjih vrednosti, ampak na tak način pridobijo različne ponudbe, lahko predstavijo investiciji in potem investicija sproži postopek. Za bolj enostavna merila pa ja, lahko naročajo tudi preko spleta. Tako da to je, bom rekla, bolj z vidika, da smo še bližje strankam, ne da bi zdaj tam generirali visok promet, ker morate videti, da mi imamo te produkte na spletni strani, pa jih ima lahko tudi deloma Merkur, pa kdo drug, in gre za precej odprt trg. K nam bojo prišli zaradi popolne storitve, mislim, celostne storitve, od produkta pa potem storitve, ki sledi, čez 1 leto ga bomo spolnili, potekla vam je pač kalibracija in ta del storitve mi prodajamo. Če se zdaj na ta del, ki si reka, da jih spomnite, a to imate tako sistemsko rešeno, ali ne vem, imaš nek seznam, dobi neko svoje obvestilo, ali to ima prav nekdo neko nalogo, nek test v CRM-ju, kako imate to rešeno? A obvestilo do stranke? Ja, recimo čez 1 leto ti poteče, tako kot vinjeta. Se trudimo, da je pač čim bolj digitalizirano, to se pravi, sistem sam naredi spisek, je pa res, da morate videti, da pri nas so bile stranke navajene vse prejemati po pošti, fizično spiske. Tako da mi smo v zadnjih 2 letih veliko dokumentov digitalizirali, ampak to ni bilo lih najbolj enostavno, zaradi tega, ker če mi pošiljamo potem preko, ne vem, maila ali pa da jih ta dokument čaka na neki spletni aplikaciji, to spremeni njihov proces dela. Recimo, bom dala konkreten primer. Naš končni rezultat dela je certifikat, ki je bil prej vedno poslan skupaj z merilom, ko se je vrnilo merilo do stranke. In stranke so tisti certifikat prejele, pogledale, podpisale in vstavile v fascikel. In zdaj nekega dne se mi odločimo, da bomo to pošiljali samo še preko maila oziroma da jim je na voljo v aplikaciji 24/7. Vse super in fajn, dokler pač to ne spremeni, zdaj aj njemu treba tiskati te certifikate, sploh in v bistvu smo imeli kar nekaj delano tukaj. Tudi smo motivirali stranke s tem, da smo v bistvu začeli zaračunavati samo še, če tiskamo in ne uporabo digitalnih orodij. Smo mogoče naredili ravno obratno, kot je običajno. Tako da se trudimo stvari digitalizirati, ampak z mislijo vedno, kako to vpliva na proces stranke. Se pravi, vstopa digitalizacija, ampak je dejansko na eni strani pravna zakonodaja in v bistvu zelo specifične potrebe naročnikov, pa z visokih standardov, zadnji so nekimi procesi, ti v bistvu malo onemogoča, da bi ti rekel,
mi bomo to vse digitalizirali. Čeprav možnost je, lahko bi. Morate vedeti, da so tu stranke iz farmacije običajno, in tudi avtomobilske industrije, ki niso mogoče takoj pripravljene na take sistemske spremembe, ker oni tudi potrebujejo odobritev, ne vem, koncerna ali podobno. Tako da ni vse na nas, ni vse na končnem uporabniku, na koncu rabimo nek dogovor, kaj je ok. A pa to, kdaj s strankami skupaj kakšno stvar tudi planirate? Ne vem, mi bomo pa recimo v Rimac, so vaša stranka, mi bomo pa zdaj nekaj spremenili. A bi se tudi vi mogoče tukaj spremenili pa to digitalizirali, ali to pride z vaše strani, neka iniciativa, ali kako imate? Je to čisto odvisen? Oboje stransko. Zdaj trenutno imamo primer z nemškim podjetjem, ki želi, da naš certifikat pride v še bolj drugačni obliki zapisa digitalno. Takrat se pač skupaj s programerji usedemo, pogledamo protokole in predlagamo rešitev. Tako da lahko je pa obratno. Lahko pa mi smo iniciator. Pripravljeni smo pa na nek kakršnokoli prilagoditev. Andrej, ti si omenil še sejme, kot en tak kanal, pa tudi ti si ga omenila, da tam pridobivate. Mi smo se malo prej pogovarjali, malo to podeliš to izkušnjo, kako sejem izkoristiti, ker se mi zdi, da je to malo tako, zdaj smo na digitu, je tako digitalno, ampak sejem v B2B-ju lahko prinese ogromen posla, če se ga znaš. Digitalno je pomembno, da se ljudi obvesti, ki boš. Ta del vzamem. Ampak recimo, kar se je nam naredil lani, je, da mi imamo vedno lokalne prodajnike, to se pravi, in podjetja imamo od Nemčije pa praktično do meje z Grčijo, dodali smo tudi Saudsko Arabijo, ampak vedno imamo lokalne ljudi. In oni povejo nekaj, kakšni so običaji. No in lansko leto smo imeli en sejem v Nemčiji in do mene pride nemška ekipa in reče: Maja, mi bi radi sledeče, da na vhodu v sejem talamo ene flyerje, ki nas najdejo, potem pa tudi na samem razstavnem prostoru bi pa radi imeli, da jim nudimo 50% popust na prvo kalibracijo, na prvo storitev. No in nekako smo se tukaj dogovorili, čeprav upirali smo se vsi Slovenije proti tem načinu, nam se je to zdelo preveč, ne vem, star način sodelovanja. Potem pa ne samo to, mi pridemo na sejem in kot Slovenci se udobno namestimo na stolčke in čakamo. In nas gleda ekipa pa pravi: kaj sedite in čakate? Pač pejmo mal ven iz tega prostora. No in so oni začeli vsakega obiskovalca, ki je prišel mimo: a ste že slišali za Lotrič? Jaz sem se skoraj pogrezala. Meni je bilo tako nerodno, ampak to je na koncu najbolj mislim, to je res, nam je to ustvarjalo toliko lidov, toliko nekih, ne samo potencialnih strank, ampak dejansko so potem tudi izkoristili to. Pri nas je najtežje ta prvi korak, da nam stranka zaupa eno merilo. Mi rečemo temu golden sample. Od tega enega bo odvisno vse nadaljne sodelovanje, ker se bo potrdila ali pa se ne bo potrdila njihova uporabniška izkušnja. Tako da nam je bil tukaj kar velik uspeh in zadovoljstvo z naše strani. Čeprav se nam je Slovencem zdelo vse tako malo čuden. Ja, ker velikokrat slišimo, da je sejem razlog, da se srečaš s svojimi strankami v živo, ki so mogoče iz nekaj bolj daleč, pa imaš manj priložnosti. Veliko podjetij pa se mi zdi, ne zna izkoristiti tega za pridobivanje lidov in čist nove stranke spoznati. To je kar izziv, Je pa treba stopiti iz cone udobja, noben mu ni prijetno, ampak v bistvu konkretno na avstrijskem in nemškem trgu je sistem priporočil toliko močen, recimo v Sloveniji redkeje slišan, da je nekdo toliko zadovoljen, da bo poklical nekega znanca v drugo podjetje in rekel: jaz sem bil pa res zadovoljen z Lotriči, da jih probe. Tako da to me na teh dveh trgih res preseneča. Pa se to dogaja samo pri manjših strankah ali to isto velja za korporacije ali celo bolj? Predvsem velika podjetja, ker vejo, da imajo na tem področju težave, izzive in potem, ko najdejo nekaj dobrega, kar zagrabijo.
A pa pol sejmov se udeležujete tako specifičnih za meroslovje ali to domenskih za farmacijo, avtomobilizem, kje so bolj učinkoviti? Bolj to, ja. Imamo oboje, imamo tudi namenske sejme, ampak tudi tako za področje, recimo avtomobilske industrije, farmacije. Je pa tudi jaz bom rekla, da smo število sejmov močno zmanjšali, pa takrat, ko gremo raj stvari dobro speljamo, no, tako, malo širše in se pravi, boljše. tudi lide, ki jih dobite, pa je res obdelate, tako. Da nimate nekih izgubljenih priložnosti. Ja. Jaz, Andrej, slišim, da so ful inovativni. Ne vem, meni se to zdi tradicionalen, ampak ja. Ne, mislim, da se vidno tako v tem, kar razlagaš, da ste kot posel zelo inovativni oziroma zelo v to veliko tega vlagate. A to imate, ne vem, tako inovativnost, ki predstavljam se, da se ti industrija zelo spreminja, pa meroslovje se ti vsem spreminjajo se ti aparature, s katerimi delaš, software, s katerimi delaš vas ta del. Kako v bistvu ta inovativnost vzdržujete, upeljujete v cel biznis? To je pa nekaj, kar je v bistvu začel že moj oče, da je bil vedno zelo odprt za neke nove ideje. In eden izmed naših produktov je nastal na način, da je eden izmed zaposlenih pač potreboval v laboratoriju konstantno spremljanje temperature. Avtomatsko, ne da je treba vsako uro iti pa rezultat beležiti ročno. No in potem je on to razvil in začel upeljevati v naših laboratorijih in potem so prišle stranke, ker pogosto gostimo stranke v naših laboratorijih in so rekli, da je to zelo zanimivo, da bi oni tudi imeli in tako je nastal naš prvi produkt. Skratka, dati priložnost ljudem v podjetju, da so inovativni, da tukaj ne zaviraš, seveda več kot nas je, moramo držati neke smernice, ne moramo pustiti, da vsak razvija nekaj svojega, ampak predvsem dati priložnost ljudem. Tukaj bi mogoče izpostavila, ker sem prej rekla, da rada vključujem različna mnenja. Tudi jaz se z vsakim zaposlenim vsako leto dobim na letnem pogovoru in jaz tam razberem, kaj so njihove potrebe, vidiki, pogledi. In če vidim priložnost, da je njegov potencial ni polno izkoriščen, to takoj predam naprej. Seveda imajo pa tudi vodje potem svoje pogovore, ali je to na mesečni ali pa večmesečni bazi. No. Dejansko se pogovoriš z vsemi? Dejansko se pogovorim z vsemi. Sicer imam tukaj tudi en del digitaliziran, če se mal pohicam. Vsak prej izpolni vprašalnik, preden pride do mene, potem ta vprašalnik oceni tudi njegov vodja, ampak jaz ga uporabljam samo, če vidim, da so na katerem od vprašanj velike razlike. Ne vem, pri delu sem motiviran, pa da se zaposlen označi 1, vodja pa z 4. Poj tukaj že začne malo spraševati, kaj se dogaja. Skratka, to orodje mi je zgolj kot neka priprava. Preberem, preden pride zaposlen na pogovor, ampak bolj je pa tudi na tem nivoju krepim pogovora. Malo smo se prej dotaknili na teme izkušnje. Eno izkušnja do stranke, da zdaj pa ti zagotavljaš tak servis, moraš imeti pa tudi izkušnjo v podjetju. Res dobro, se pravi, kako to skrbite, da to, zdaj si že malo omenila, kje to zaznaš, pa vidiš, da je to razlika, da so tudi res zaposleni motivirani, da čutijo to poslanstvo, ki ga imate, ki ga prenašate naprej do končnih strank. Kako to izkušnjo, ne vem, ja. Meni je prav neko posebno poslanstvo to, da imamo zdaj in naprej, ker je vedno delo okrog tega, delovna mesta, ki ljudi motivira, s katerim delom so zadovoljni. Meni je že to počutje v podjetju ključnega pomena. Plača je pač higienik, mora biti, ampak jaz se o plači rada pogovarjam enkrat letno. Pač jaz ne želim, da je konstantno, morate vedeti, da pri 200 zaposlenih je to zame osebno pač preveč debat in preveč izgubljenega časa. Tu je higienik,
Potem, kar vpliva na plačo, je potem mesečna ocena njegovega vodja, mesečna realizacija, pa tudi ima vodja nek določen budžet, ko lahko sam razporedi med zaposlene. Ampak kar je pa več, je pa to, da imajo ljudje okolje, v katerem se zelo dobro razumemo, veliko damo na razne team buildinge, na ne vem, piknike, večerje in tako naprej, izlete. Predvsem pa pri temu rednemu delu, ko pride do raznih družinskih situacij, da imaš razumevanje, da pač tudi družinsko ali pa privat življenje vpliva na delo. No. Mogoče smo včasih preveč tolerantni, ampak jaz rada delam na tak način, kot bi si jaz želela, da sem obravnavana v podjetju. To je kar okej. Tako, kot si rekla, ja, plača je higienik, pač mora biti, ne, in zdaj tudi verjetno piknik enkrat na 2 meseca ne naredi zadovoljstva, ampak to vsakodnevno počutje, pa več pa ta človeški oseben odnos, pa verjetno naredi tisto razliko. Ne. Ja. To, kar si prej začela, ko je torej, nekdo imel neko težavo, da je mogel vsako uro zapisati temperaturo, pa je pol samoiniciativno naredil, torej razvil si rešitev za to. Je to nekaj, kar ste potem prepoznali, pa rekli, mogoče bi pa sistemsko imeli nek prostor, ne vem, za ideje, ali pa vsak ima nekaj ur na mesec, da lahko si razvija ali pa sam olajša stvari. A nekaj so poslovne, imaš par teh sistemov ureditve, ki to omogočajo. Ne vem, Google je imel nek ta sistem en dan na teden, ali kako so že imeli za lastne projekte, pa Japonci imajo veliko tega, ne, kjer nekdo v proizvodnji ugotovi, da bi rabo nek novo urodje, nov stroj, pa lahko to naroči. Ne vem, karkoli tazga, kakšen tak hack. Zelo dober, ampak nimamo še tak sistemsko urejeno. Pač predvsem so tu sprotne neke manjše izboljšave. Imamo tudi seveda sistem podajanja predlogov, ampak skušam, da so ljudje toliko samoiniciativni, da če se gre za male stvari, ki izboljšujejo, ne vem, ali produktivnost, ali naše počutje, ali je finančno boljš za nas vse, da se to nekako sproti izvaja. No. Tako da ne pa, da bi imeli prav namenoma en dan. Ko bomo imeli take rezerve, bom ful vesela. Ja. No, ampak je to kot odprta organizacija, da lahko nekdo gre do sodelavca, pa ga prosa, ja bi z mano tole se loto in naredita, kar je... Ja. Torej, mislim, jaz si upam trditi, da je. Ja. Zanima me, ste rekla, da je 33 let, ne? Ja. Se pravi, eni zaposleni so verjetno že tam bili prej ste rojena, in zdaj so pa mladi prihajajo in to. Kako pa to usklajuješ? Pač ta razlika, ne? Pa ti si mladi menedžer. Jaz sem neka vprašanja sta mi poslala vnaprej in smo bili včeraj v avtomobilu in eno izmed vprašanj je bilo, kako bi sebe opisala. Ne? Pa sem prosila sodelavce v avtu, da mi lahko tukaj pomagate, ker sama sebe opisati je tako malo nehvaležno. Ne? In so mi rekli, da predvsem tako vedoželjna in da znam, kako naj to sploh opišem, lih ta medgeneracijsko, ampak to je tak splošen pojem, medgeneracijsko povezovanje. Priznam, kakšni, ki so v podjetju dlje časa, zelo težko delajo z mladimi. Ampak to je redka izjema. V našem podjetju je že od začetka kultura, da delimo znanje, ker ne obstaja šola v Sloveniji, ki bi učila meroslovje kot vedo. Zato se zavedamo, da vsak, ko pride k nam, ga bomo mi mogli naučiti. In od nas je odvisno, kako dober bo. Seveda tudi od njega, kako se je pripravljen naučiti, ampak dejansko pa, da nam ni težava predajati naprej znanja. Zdaj, predvsem jih spodbujamo na način, da imajo, ne vem, čas, da to sploh opravljajo, ker če nekoga uči, ne more svojega rednega dela opravljati, pa seveda tudi finančne spodbude za mentorstvo, različni pristopi. No. A je delo bolj v timih ali tako individualno? Ne, timsko delo. Ja, na vsakem koraku. Od prodaje, ki v bistvu
mogoče mi rečemo, da ni ravno tipično, ampak pri nas prodaja in marketing zelo dobro sodelujeta, tudi skupaj sedijo v praktično istih prostorih, tako da timsko, tudi ostali, ne vem, pri nas je prodajnik oziroma njegov back office velikrat potrebuje na svetu tehnični, tako da ni težava to medoddelčno pomoč. Smo pa letos tudi že imeli par projektov, da je tak dan oddelka, potem vodja oddelka priprav za ostale eno predstavitev, da smo bolj obveščeni, da bolj znamo razumeti področje dela, tako da ja, predvsem ta odprtost in deljenje informacij. Super. Andrej Vink so se pogovarjala, mi je rekel, a veš, Maja pa res večkrat izpostavlja ta trajnostni vidik. In se mi zdi, da si, ko si bila pri Marku Kalinu, ste se tudi pogovarjala o tej strategiji trajnosti, pa da tukaj zelo veliko vidiš tako neke priložnosti. Ja, meroslovje je samo po definiciji dokaj trajnostno obravnavano. Mi skrbimo recimo, da je avto, ki je potem v vaši lasti, pravilno proizveden, da so materijali obstojni na sonce, ko greste do morja, ki je slanost v zraku, ko uporabljate v avtu sončno kremo, da materijali ne razpadejo. Zato vse smo mi tudi lahko zadej. In se mi zdi to pomemben del trajnosti. Skratka, da karkoli je v uporabi, je lahko čim dlje v uporabi, da se lahko tekom tega servisira in podaljšuje doba tega izdelka. Potem se mi zdi v meroslovju trajnostno to, da ko se proizvaja nek kos, da čim prej zaznamo morebitne napake in ne prihaja do izmeta. To je tudi oblika trajnosti. Skratka, jaz ne bom spremenila svet, jaz lahko samo pomagam, da bojo naše stranke imele čim manj izmeta in čim bolj kakovostne produkte. Pa ne nazadnje, ko greste k zdravniku, da dobite zdravilo, ki je bilo pravilno shranjeno na pravilni temperaturi, da so vam dali pravilni odmerek, da to vse, kar je nezavedno okoli vas, da vi v to sploh ne podvomite praktično. Tako da zame je trajnost, jaz bom ta svoj del vrtička poskrbela, ne morem za cel svet, ne morem, ampak kar lahko nekdo pri sebi mogoče naredi, da je stvar na dolgi rok, ne samo na potrošnjo. Okay. Drug del trajnosti se mi pa zdi ta vaš cilj, da boste do 2031 imeli ničelni vpliv na okolje. Kako se tega lotaš? Verjetno najprej sploh zmeriti, kakšen je vaš ogljični odtis, kaj pa pol narediti, ko veš, kaj ga imaš, ker tukaj še ne obstajajo zares sistemske rešitve. In s tem se malo borimo, mi smo zdaj izračunali, kje smo, in izračunali smo, da bi mogli recimo posaditi 7000 dreves. In potem mi, taki kot smo šli najprej na inštitut, ki se s tem ukvarja. Pa so nam rekli, da se oni s tem ne ukvarjajo. Jaz tudi ne morem iti kar sama v gozd pa pogozdevati, da bom potem v novicah Lotričeva je poskrbela za lubadarja ali pa neko bolezen gozda. Mislim, to so stvari, ki ne morejo biti samo v moji roki. Tako da sistemsko stvari v Sloveniji niso žal urejene, potem kar smo mi videli, se bomo skušali v neke iniciative pridruževati, ampak ne bi pa rada samo plačala, ne bi rada plačala nekam v tujino, da kao posadijo tistih 7000 dreves. Meni je to tako, ne vem, premalo. No zato, eno je, da narediš da kupaš offset, drugo so pa verjetno, predstavljam se, da tudi neki ukrepi, ki jih boste vi sprejeli, da boste imeli, da boste zmanjšali ogljični odtis. Tukaj pa spet ta digitalizacija. Mi največ ogljičnega odtisa ustvarimo s potjo do strank, tako da tukaj mora priti do digitalizacije planiranja teh poti, ker zdaj sta super računalnik 2 osebi, ki to dnevno planirata. Na začetku zelo dolgo nismo dobili nobenega, ki bi ta izziv sprejel, pa stvari spravil v digitalno obliko, zdaj smo to našli, je pa to spet zelo velika finančna investicija in tukaj se pač zanašam na neke evropske projekte, ki to bolj spodbujajo. Super.
Gremo zdaj malo sam še na ta rast, pa mogoče malo tvoj osebni vidik, pa izkušnja tako izven Lotrič podjetja. Zdaj, kako vidiš vašo rast za naprej? Kako malo se to pogovarjala? Moje vprašanje je bilo, a zdaj diktira naročnik, da se razširiš in dodaš neke nove področja, kjer boš meril, ali na drugi strani vidiš ti priložnost, zdaj se industrija obrača, pa bom tam neko storitev ponudil. Kako v bistvu ta rast gre, pa mogoče malo za pojasniti, kaj v bistvu tisto, ki so največ vpliva na to, da nekaj novega začneš rasti, ta investicija na začetku. Ja, predvsem, v našem poslu je začetna investicija precej velika in na programskem delu in potem v sami opremi. Kako se mi odločamo, kje bomo rastli, eno so potrebe strank, nova tržišča, pač nove potrebe, drugo je pa interno, bomo verjetno naredili nek premik iz področja, mislim, ne zdaj, da tega ne bomo več delali, ampak jaz bi si želela, da so zaposleni čim bolj motivirani, da lahko ustvarjamo čim večjo dodano vrednost, tako da bomo tukaj verjetno s časom šli bolj tudi na produktno stran in pa svetovalno stran, kot je recimo preizkušanje, certificiranje proizvodov in tako naprej. Tako da jaz se odločam predvsem tudi na podlagi, kako bojo zaposleni lahko primerni še vedno za ta delovna mesta, da bi jih znala motivirati. Tudi to je neka oblika trajnosti, da ti delaš na dolgi rok z ljudmi, tudi v podjetju, tako da malo kompleksno, mogoče ne znam lih dobro razložiti, ampak predvsem na način, da so ljudje zadovoljni, da so stranke zadovoljne s storitvijo. Ta produktivizacija se mi zdi zelo zanimiva, ker si v storitvenem podjetju dobiš ogromen, vi naredite na leto, mislim, da je 5 milijonov meritev nekje, to sem zasledil, in ogromno nekih teh izkušenj imaš, kaj stranka hoče, kaj noče, kaj je dosti ponavljivo, tako si rekla za to temperaturo. Verjetno take stvari pa ugotoviš in veš, da bi to, če bi imel produkt, lahko mogoče globalno nastopal, kjer pa zdaj ne moreš, ker imaš omejitve, moraš tam laboratorij postaviti, je to taka investicija, moraš pridobiti določene dovoljenja v vsaki kakšni posebni državi. Predvsem nas pa tudi stranke morajo prepoznati, da smo kompetentni, da dostavimo tudi tak produkt, kot smo ga obljubili. Tako da absolutno nam je to že danes prioriteta, ampak tukaj pa ta moč referenc, ne glede na to, kaj boš ti napisal na digitalu, moraš potem dostaviti ta produkt. Drugače je verjetno samo enkrat ta posel naredil. 3-krat, prvič, zadnjič in nikoli več. Zdaj, vmes sem se spomnil, prej gremo na ta del, a za Boeing zih ne delate? Ne, tam jim neke stvari odpadajo. Nič ne delamo na letalstvu. Mogoče bi kaj izmerili. Mogoče. Drugič. Maja, kaj je zate dobra uporabniška izkušnja? Tako, ne vem, v vsakdanjem življenju, storitev, produkt, kaj ti skaj rečeš, ali pa ne vem. O tem sem razmišljala, jaz sem zelo slab potrošnik, nočem hoditi v trgovine, ampak pa je v bistvu, bom šla nazaj na osnove, prej smo bili skupaj na kavi, pa smo imeli slabo uporabniško izkušnjo, nažalost. Jaz imam pa eno zelo dobro in sicer v Medvodah, ti si iz Medvoda, je ena kavarnica, ki v bistvu deluje na princip to go. Prideš, vzameš, greš. Iz avta vzameš pač ti svoj lonček. No, mi v bistvu z njimi sodelujemo že kar nekaj let, tam se lahko ustavi tudi pač vsak naš sodelavc, sodelavka, ko gre na teren in vzame pač kavo. In meni je to dobra uporabniška izkušnja v smislu, oni, ko mene vidijo, točno živijo. Aha, Maja je, spila bo tole pa tole, ne bo me več obremenjevala, a ne ve točno, da gre na dobavnico. Skratka, jaz imam tam občutek, da me poznajo,
da gre že na nek osebni nivo. Pač jaz in privat in v poslu ta osebni stik zelo rada ohranjam, no? Ker se mi zdi, da potem kakršnakoli težava, ki pride, je lažje rešljiva. Tako da predvsem dajemo, ali pa recimo to, da jaz jih pa že tako dobro poznam, da vem, da imajo, ne vem, ob 8 zjutraj gužvo in bom prej poklicala. Zakaj tudi del te uporabniške izkušnje uporabnik ne prevzame nase ta odgovornost, da bo to super, ne da si poj tam, danes pa čakam 5 minut na 1 minuto. Tako, daj poklič prej, če veš, da imajo gužvo. Vedno pričakujemo, da bojo drugi delali stvari drugače, tudi uporabniki mogoče bi lahko naredili en korak v to smer. No. Ja, to je kar kompleksno. Velika želja, ja, ker se mi zdi, da bi uporabniki čim manj naredili, če se ne da. Ne? Tako. Kaj imaš pa kakšno slabo izkušnjo? Vse lahko iz tujine, ni treba. Ne, itak iz tujine. Se pravi, mogoče, ker sploh nisem tak klasičen potrošnik, ker jaz grem vedno 2-krat na leto v eno trgovino, vem točen, kaj bom tam dobila in se sploh ne sekiram in ne obremenjujem z drugimi stvarmi. Tako da ne, jaz mislim, da na koncu je na ljudeh. Če bo človek na drugi strani, žal jaz ne rada delam s kakšen AI, mislim, mi ga uporabljamo, tudi mi uporabljamo, ne vem, ChatGPT in ostale stvari, zakaj ne, če to olajša stvari in naredi hitreje, ampak na koncu, da je pač človek na drugi strani zadovoljen in to čutijo naše stranke in da so naši ljudje zadovoljni in to je obratno, ko jaz pridem v trgovino, če vidim, da je prodajalec slabe volje, jaz težko kaj naredim. Mislim, lahko se malo probam zmehčati situacijo, ampak mislim, da bi se kot delodajalci mogli zanimati za to, da imamo zadovoljne zaposlene, ker potem bojo oni to širili do naših strank. Okay. Pa pol spremljate recimo zadovoljstvo strank, tako da se ti zavedaš. Ja. Ja, jaz včasih mikromanežiram. Tina naredi anketo in potem jaz, zaradi tega, ki je narejena na moj profil, jaz grem že vmes malo brati rezultate. Pač me zanima in seveda na 300 ljudi se bosta najdla 2 popolnoma nezadovoljna in jaz še kar tisto hočem rešiti. No. Ampak ne da se vse. Vesela sem, da so ti odstotki pač zelo majhni, ampak mi je pa pomembno, kaj rečejo. Ne samo, da izpolnite anketo, ampak če se gre, jaz se prizadevam za sistemske spremembe, če so le lahko, da potem se drugič izognemo kakšni slabi izkušnji. Torej, da prepoznaš, kaj se je zgodilo in kako to sistemsko rešiti. Ja. Sicer je anketa anonimna, damo pa možnost tudi, da ljudje zapišejo, iz katerega podjetja so. In potem rada vem o teh primerih, da vidim, če se lahko pač kako drugače obrnemo, zelo splošno povedano. Ja. Mogoče za zaključek, omenila si že AI, pa prvo predavanje je Coutinho, to se zapomnil, ki mi je tako portugalsko razlagal ravno o tem stvarih, ki se spreminjajo. Recimo, eno je umetna inteligenca, ki generira, pustimo slike, audio, video, ni da ni. Kaj pa recimo na meroslovje, misliš, da bo v naslednjih 5 letih, 10 tako drastično vplival? Oziroma, mogoče drugače, tam je tako zelo dobro vprašal, kaj veš, da se ne bo spremenil? Veš, kaj to lahko kontroliraš, to se mi zdaj ful dobro. Kaj vem, da se ne bo spremenil? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da pač ne bo se pričakovanja stranke moraš dobro poznati. In če jih dobro poznaš, potem jih lahko tudi upravičeš ali pa ne. In ne vem, če bo znala umetna inteligenca tako dobro to rešiti, poznavanje res kompleksnosti strank. No. Ker ni samo ena oseba, ker je to večoddelčno, ker je to na koncu preveč v ljudeh zaenkrat. Seveda pa drugače pričakujem in že danes umetna inteligenca vpliva na poslovanje v naši branži, tako da jo sprejemamo, smo pa tudi tukaj previdni, no, da
ker je le ta varstvo podatkov, inovacij dokaj kompleksno, če uporabljaš umetno inteligenco, tako da smo pač malo zadržani, ampak jo pa uporabljamo. Ja. Verjetno bolj v teh prodajnih marketinških stvarih, bolj kot pač v samih meritvah. Ker se mi zdi, jaz sem hotel reči, da sem spremenil, da je meter, upam. To se ne bo spremenil, ne? Mogoče. Ne, ful mi je bilo dobro, ker smo organizirali eno konferenco in mi smo se res mučili z imeni, predavanj in vse to, potem smo pa več dali umetno inteligenco in pač ja, super, hvala lepa za olajšanje tega dela, ne, in ja, za take stvari z veseljem uporabljamo. Kaj pa to, ker se mi zdi, da naravoslovje je zelo pač standardiziran posel, torej se morate po standardih delati, po postopkih, ki jih drugi predpisujejo. Se zdi, da je to vas omejuje ali je to po eni strani olajšanje, ker veš, da je za tisti del poskrbljeno? Ne, to je ful dobro, zaradi tega, ker potem stranka, ne glede iz ki prihaja, če se navezuje na en standard, je jasno, kdo to lahko dela. Ne? In, tako da ne gledam na to slabo, no. Ampak zgolj, da smo potem mednarodno lahko gremo kamorkoli. Mi imamo preko 53,000 strank, prihajajo iz več kot 50 držav in nam to pomaga. Ja. Ne omejuje. Super, a bi še kakšno tako zaključno misel podelila tako tem B2B v Sloveniji izvoznikom, recimo, no, da rečemo temu izvoznikom tudi storitev, tako ne bodo pogumni, ne, in kakšno tako stvar, ki bi jo pa tudi naši poslušalci mogoče slišali. Predvsem, da stopimo iz tiste cone udobja, da se ne zanašamo samo na vsa druga orodja, ampak da res damo do the work, ne, pač ne pričakujemo, da se bo to kar avtomatsko naredilo in pa da malo pustimo predsodke, češ vsi hočemo v Nemčijo, tam je ziher super, Skandinavija. Meni se zdi pač super trg Balkan, ker je nam bližje po vrednotah, kulturi, v določenem delu še vedno. Imamo pa tudi zdaj pač prve izkušnje iz, bom rekla, Saudske Arabije in jaz sem imela zelo veliko predsodkov, kljub temu, da sem mislila, da jih nimam, pa so tu včasih tudi neki strahovi, no, ki se lahko izkažejo za pač samo strah. Vse naokoli noter je pa prazen, tako da ja, pogumno. Mogoče tam ta vidik za konc, ker si rekla Saudska Arabija, vemo, da pač se te mednarodne korporacije so veliko bolj odprte tudi glede tega islama in teh norm, ampak ko prije potem direktorica iz Slovenije, ženska. Ta pogovor bomo mogla imeti čez en mesec, ker še nisem bila jaz dol. Imamo lokalne. Ja, jaz mislim, da si Ranka reka, da bo še enkrat prišla. Aha, okej. Dobro sem se povabila. Bomo zapisala tako. Zdaj nekako jaz mislim, da so po času nekje tam, ki bi mogla biti po urniku, tako da hvala ti za vaš čas pa za vse odgovore, ki si jih dala. Zdaj vas bi pa tle, ker to še vse nagovor za podcaste, tudi pozval, da čez 3 tedne poslušate tole in podelite pa tudi z vašimi prijatelji, znanci, s tistimi, ki mislite, da jim bilo to koristno. Tako da vsak, ki komentira, nama pomaga, da bova lahko mogoče še kakšnega gosta ali pa tiste, ki so taki dobri, večkrat povabila, pa da bomo podelili še kakšne stvari. Tako, ja, hvala. Ja, super, hvala lepa.